serca mojega, veter vjetraj buditi, u valovih sinhronih, moja pesam si, prav srca mojega, srca mi prižgi, vodi smisla mojih dni, moja pesam si, dober si, dober si, dober si, zaupam ti, Gospod, razočarao mene Bog. 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 Oh yeah, zaupam ti, Gospod, razočarao mene Bog. Zaupam ti, Gospod, razočarao mene Bog. Zaupam ti, Gospod, razočarao mene Bog. Dober si, dober si, dober si, dober si, zaupam ti, Gospod, lifting all its down. Zaupam ti, Gospod, zaupam ti, Gospod, razočarao mene Bog. Zaupam ti, Gospod, razočarao mene Bog. Zaupam ti, Gospod, razočarao mene Bog. Dober si, oh,
Ty dobrou duši si připraví, nás naplní prostůrča. Zdaj slavou tvojou ištějou srdca. We're so hungry, we're so thirsty for your presence. Watch the sun, Jane sun. Walk into this room, we'll stop it. Oh, it's so bad. There's nothing worth more that will ever
during worship tonight, Med slavljenjem danes I can just feel the Holy Spirit wanting to open up a new place in the heavens. sem čutila tako, da Sveti Duh hoče odpreti eno novo področje v duhu. And as we're worshiping Him, He wants to come so powerfully In ko ga častimo, on hoče tako mogočno priti and to touch us just like He did in the book of Acts. in se nas dotakniti prav tako, kot se je dotaknil ljudi v apostolskih delih. Hallelujah. They weren't thinking about what was going to be written about them. In oni niso razmišljali, kaj bo se napisalo o njih. They weren't thinking about a service being recorded. In njih skrbela bo posneto bogoslužje. They were just lost in the heavenlies, saying, God, we need you, Holy Spirit. Oni so bili zgubljeni v nebeških prostorih in so sklikali, You rabimo te, promised. Sveti Duh. You promised you would pour this gift out on us. Ti si obljubil, da nam boš ta dar izlil na nas. Holy Spirit, come. Sveti Duh, pridi. And fire came on their heads. In ogenj je prišel na njihove And the glave. wind, In hallelujah. veter. And when we were worshiping tonight, I was seeing rain coming, spiritual rain. In danes, ko smo slovili, sem videla kot duhoven dež, ki je prišel. This is not a dry climate here in the natural. In tukaj ni suho področje v duhu. I grew up in South Dakota, then I lived in Southern California, and both of them are almost a desert. In živela sem v Južni Dakoti And Southern California. in Južni Kaliforniji. And they're like a desert. In tam je taka puščava. In California, it would only rain a few days straight in the whole year, and then it would just rain and rain and rain. In v Kaliforniji sam nekaj dni na leto dežuje. And I grew up and there were dust storms. In ko sem odraščala, so bili tam peščeni viharji. And you're driving down the road and you can't see because of all the dust. In voziš po cesti in ne moreš nič videti zaradi tega prahu. And this nation in the spiritual has been a dry land. In ta narod v duhovnem je bil v taki puščavi. And the rain's coming. Ampak dež Hallelujah. prihaja, The rain of the Holy Spirit. dež Svetega Duha. And what happens when the rain comes in the desert? In kaj se zgodi, ko dež pride v puščavo? It blooms. Zacveti. Hallelujah. Everything comes to life that was under the ground. Vse zacveti, kar je bilo pod zemljo. And in the same way, the Word of God has so many seeds planted in our heart. In na isti način ima Božja beseda toliko semen posejanih v naših And the srcih. rain is coming. In dež prihaja And it brings life to all of those seeds. in prinaša življenje vsem tem semenom. Harvest. Žetev. Hallelujah. So you're not just fishing with a little rod, Haleluja, da ne lovimo samo z mehko palco, but you go with a big net. ampak gremo z veliko mrežo. And the fish are jumping into your net. In ribe skačejo v to mrežo. And there's so many fish that the nets are breaking. In toliko je rib, da mreže se trgajo. That's what the Holy Spirit does. To dela Sveti Duh. We go fishing for one person, we say, Jesus loves you. In mi gremo loviti eno osebo in rečemo, Jezus te ljubi. And the Holy Spirit comes and then 3,000 people just come into the kingdom. In Sveti Duh pride in kar Hallelujah. 3,000 ljudi naenkrat pride v hallelujah. kraljestvo. I want to encourage you, if you don't speak in tongues, In danes bi vas spodbudila, da če še ne govorite v novih jezikih, don't be discouraged. ne izgubite upanja. This gift is also for you. Ta dar je tudi zate. When I taught in OSIAC, there were people from 20 nations who were studying there. Ko sem učila v Osijeku, so bili tam ljudje iz 20 narodov, ki so študirali. And one young man from Zagreb wanted to be filled with the Holy Spirit. In en mladenič iz Zagreba je hotel biti izpolnjen Svetim Duhom. And we were down in the prayer room praying, Lord, fill him, fill him, fill him. In v molitveni sobici smo molili, Bog, izpolni ga, izpolni ga. And all of a sudden he started to speak out
really fast a few words. Da 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 pa 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 ti ti. I mean, I'm not saying it right, you know. In kar naenkrat je na hitro začel izgovarjati neke besede. I said, he's speaking in Hebrew. I think he's speaking in Hebrew. In sem rekla, jaz mislim, da on govori v hebrejščini. And I don't know Hebrew, but I know a few words. I know some Hebrew. Ne znam dobro hebrejsko, ampak nekaj besed poznam. And he was speaking in Arabic. In on je govoril v arabščini. And one student was there from Syria. In en študent je bil tam iz Sirije. And he knew what he was saying. In on je vedel, kaj govori ta And človek. the very first words out of his mouth were, send the rain, send the fire, God, quick, 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 quick. In ene od besed prvih so bile, pošli dež, pošli ogenj, Božji, hitro, hitro. Yeah, hitro. Zdaj, Bog, do it. Do it, do it, do it. Naredi to, Bog. Hallelujah. I thought that was so funny. In meni se zdelo to tako smešno. I always was imagining that the Holy Spirit had a really proper, beautiful language. In ker vedno se mi zdi, da Sveti Duh ima tak pravilen, lep jezik. But he got the job done. Send the rain, send the fire, quick, quick, Lord. Ampak je upravil s tem, pošli dež, Right pošli now, ogenj, right hitro, now. hitro. Hallelujah. So when we pray in the Spirit, it bypasses unbelief. In ko mi molimo v duhu, to presežemo to nevero And we're praying the heart of the Father in molimo srce in His očeta perfect will. in njegovo popolno voljo And we know it will be accomplished. in vemo, da se bo zgodilo. So if you haven't received that gift yet, In če še nisi sprejel tega daru, it is for you. to je zate. Hallelujah. And if you have received that gift, In če si sprejel ta dar, use it. uporabljaj ga. Yeah, don't just say, well, I got it once. Ne sem No. reči, ja, vse ga imam. Hallelujah. Who knows what you would pray for? Ker kdo ve, kaj What boš molil, heavenly things God wants to do. kakšne nebeške stvari Bog hoče And He can narediti. pray through you. In on lahko moli skozi Isn't that tebe. wonderful? A ni to čudovito? Someone could be in Myanmar In lahko je nekdo v Burmi. and they're having a civil war. In tam imajo državljansko vojno. And you might be praying for a believer there. In mogoče ti moliš za enega vernika tam. When you're praying in the Spirit, Ko moliš v duhu, there's no limit. ni omejitev. There's no limit. Ni omejitev. What God wants to be prayed for Kar Bog želi, da se moli, can be prayed for through you. lahko ti to Hallelujah. moliš. So I encourage you, Clement's going to preach about Acts. In Klemen bo pridigal o apostolskih delih. Lord, we open our heart to all that you have for us. Gospod, odpiramo ti srce za vse, kar imaš za nas. And we agree with what the Holy Spirit said. Send the rain. In se strinjamo s tem, kar pravi Send the Sveti fire. Duh. Pošli Quick, dež, quick, Lord. pošli Quick, ogenj. quick in this nation. Hitro, hitro v tem narodu. Holy Spirit, fill up people who listen to this message, Sveti Duh izpolni ljudi, ki poslušajo to sporočilo, that they would receive all of the gifts da bojo sprejeli vsak dar and that they would use that gift in da bojo uporabili ta dar, so that we would see a great harvest of the nations. da bomo videli veliko žetov v narodu. Holy Spirit, we open our heart to you. Sveti Duh, odpiramo ti srce. Teach us tonight as we look at the Word. Nauči nas danes, ko gledamo v tvojo besedo. Open our ears to hear Odpri naše ušesa, da slišimo, and our heart to receive. in naše srca, da sprejmemo. In Jesus' beautiful name. V čudovitem imenu Jezus. Gremo čez apostolska dela in v začetku leta nam je Bog govoril, da je to leto apostolskih del. Haleluja. In zakaj je to pomemben? Ker živimo v časih, ko je ful potreba po nadnaravni Božji moči. Ker ful se stvari klešajo, ful je konfrontacija dveh kraljestev, kraljestvo teme in kraljestvo luči. In bolj kot kadarkoli prej moramo hoditi v Božji moči. Haleluja. In apostolska dela je čas, ko je cerkev hodila v Božji moči. In to je ful pomembno, res, da nisi samo inteligenten, umski kristjan, ampak da si kristjan, ki si izpolnjen Svetim Duhom. Haleluja. Da v te Božja moč, da
Bog deluje čez tebe, da znaš sodelovati z Bogom in valjda si lačen Boga in Bog te bo uporabljal, haleluja. In do zdaj vam je bilo to kaj zanimivo, ko smo šli čez apostolska dela, ste odnesli kaj od tega? Da vas samo spomnim, zadnjič smo končali pri Ananiji pa Safiri v 5. poglavju in smo videli, da jih ni Bog ubil, ker eni mislijo, Bog je ubil Ananijo pa Safiro, ampak smo videli, da ubijete, ker sam hodiš izven Božje volje in pol verjameš demonske laži. In ko verjameš hudiču, pol si lahek plen v njegovih rokah. Ampak Bog vseeno hoče, da njegova moč operira čez nas in da hodimo v njegovem kraljestvu. In danes se bomo pogledali ful dober princip. Dosti ljudi me sprašuje, ne vem, kaj moram narediti, da bi služil Bogu. Kaj ne naredim, da bi bil Bogu všeč in da me Bog lahko uporabi v svoji službi. Rad bi služil Bogu. In to bomo mogli danes si pogledali v 6. poglavju. Apostolska dela, če imamo 6. poglavje, si lahko pogledamo. V prvi vrstici število učencev je naraščalo, helenisti pa so v tistih dneh začeli godrnjati čez Hebrejce, češ da so njihove vdove zapostavljene pri vsakodnevni skrbi. 12 so sklicali množico učencev in rekli, ni prav, da mi zanemarjamo Božjo besedo, ker strežemo pri mizi. Poiščite si torej, bratje, iz svojih vrst 7 mož, ki uživajo ugled in so polni duha in modrosti in določili jih bomo za to službo. Mi pa se bomo posvetili molitvi in oznanjevanju besede. Množica je predlog soglasno sprejela, izvolili so Štefana, moža, ki je poln vere in svetega duha, Filipa Prohorja, Nikanorja, Timona, Parmenaja in Nikolaja, spreobrneca in priseljenca iz Antiohije. Predstavili so jih apostolom, ti so med molitvijo položili na roke. In Božja beseda se je širila, število učencev v Jeruzalemu pa se je zelo množilo in tudi veliko duhovnikov je sprejelo vero. To veš, da je ful prebojene, če se še duhovniki spreobračajo. To je res, wow, ker to je najbolj trd oreh. In poglejmo si cerkev, se pravi, cerkev je rasla, v tem trenutku je bila cerkev več tisoč članov. To morate vedeti, to ni bilo par ljudi in zdaj bojo izvolili 7 diakonov, vseh skupaj je pa, ne vem, 50. Ne, to jih je vsaj, ker že takoj pri prvem šusu se jih je 3000 spreobrnili. Pri drugem, ki je hrom uzdravel, dodatnih 2000, se pravi najmanj 5000 članov oziroma družin je že del cerkve in zdaj apostoli, oni so v 6. poglavju še vedno vsi skupaj. Vseh 12 apostolov, namesto da bi poslušali Boga, pa šli v akcijo osvajati svet za Jevsa, so vsi lepo uživali v svoji mega cerkvi. In naenkrat so oni vse delali, ker v Jeruzalemu, če se spomnite, so imeli vse skupno in so probali furati socializem, ker mi danes vemo, da ne deluje. Tudi oni so poštekali, da ne deluje, ker par poglavi kasneje je cerkev v Antiohiji mogla za njih skrbeti, ker je prišla kriza, ker ta njihov sistem se je sesul. To ne deluje, da cerkev skrbi zate in pol vsi damo vse v isti koš in pol je vseeno, delaš ali ne delaš, ali si zvest ali nisi zvest, vsi imamo vse. To je pač v kakšni hipi komuni laufa, ampak kjerokoli država pogledaš, ko ima socializem, vidiš, da je totalna revščina oziroma totalna kontrola, manipulacije ljudi. Čim je država odgovorna zate, te bo izkoristila, izsesala življenje v tebe in te podložila v nek stil diktature. Zato Božji princip je oskrbništvo, da vse, kar imaš, pripada Bogu, ampak ti si oskrbnik na tem. Bog hoče, da si ti odgovoren za vse, kar imaš in s tem upravljaš tako, kot on hoče. On hoče, da ima denar tebe, ampak on hoče, da imaš ti denar, ampak še vedno, da ga daš nazaj njemu in potem te on lahko vodi. Zato Božji princip je, da si dober oskrbnik tega, ki ti Bog dal. In tukaj vidimo, oni, ne glede na to, da so imeli vse skupaj, so ljudje jamrali. In vedno bojo ljudje jamrali, če so odvisni od nekoga drugega. In vedno jim nekaj ne bo prav. Zato, čim si začel jamrati, moraš vedeti, da si šel v napačno pot. Namesto da jamraš, kaj vse ti manjka, kaj vse mora kdo drug zate narediti, vedno se vprašaš, kaj lahko ti za koga narediš, kako si ti lahko za druge blagoslov. Amen? In pol enostavno noš mogu jamrati, no se mogu pritoževati, ko boš vedel, da Bog skrbi zate. Amen? Preklopil se boš na njega in pa boš postal blagoslov za druge. Ok, toliko v tem socializmu.
In pogledajte zdaj naprej. Druga vrstica, 12 so sklicali množico učencev in rekli, ni prav, da mi strežemo pri mizi, poiščite bratje iz svojih vrst 7 mož. Se pravi, oni so ful modro vladali v prvi cerkvi, oni niso dali eno diktaturo na njih in rekli, aha, zdaj bomo pa mi zbrali Štefana, Jožeta, Pavla, njih morate poslušati, oni so vaši lideri, vsi se jim morate podrediti, ker tako ne gre več naprej. Ne, oni so mi rekli, sami si izberite. Damo vam možnost, da sami, in to je the best, ker ljudje si vedno sami izberejo, komu bojo sledili, kdo bo njihov lider in tako naprej. In mislim, da je bila to ful modrost, oni pa še vedno so apostoli, ki skrbijo, da gre cerkev v pravo smer. Jaz veliko poznam pastorjev, ljudi, ki so v polnočasni službi, pa skoraj nič ne molijo, ker nimajo časa, ker morajo vse v cerkvi delati in skrbeti za to ljudi, da na koncu sploh nimajo časa, da bi preživljali, ne vem, 2 uri ali pa vsaj 1 uro na dan z Bogom. In to je katastrofa, haleluja. Toliko pastorjev, ki sem videl, ki so v bistvu, kada bi gledal ene poslovneže, kada bi gledal ljudi, ki pač so nekako ful dobri organizatorji, ampak brez življenja duha, haleluja. Ker če hočeš biti v duhu pa služiti Bogu, se moraš ful časa vzeti za Boga. Ker Božja slava ne pride v 5 minutah. Ne pride. Ti ne moš reči, Bog ima 5 minut, dajmo vse zdaj narediti v 5 minutah. Ne boš. Ker včasih boš rabil 3 ure, da priješ v Božjo slavo. Včasih boš začel moliti, pa boš mislil, da zgubljaš čas. In pol boš imel ful enih misli v svoji glavi. Preden vse to prebijaš, ti rabaš čas z Bogom. In oni so jim rekli, daj 3 karakteristike. Kdorkoli hočete, da je diakon v cerkvi, rab 3 karakteristike. Bi rad služil Bogu, rabaš 3 karakteristike. Če hočemo biti cerkev apostolski del, ne pa eno društvo, ki je ful uspešno. Mi hočemo biti cerkev, ki je polna Božje slave, Božje moči, da smo sinhronizirani. In to nas je Bog poklical v letu 2021, da gremo čez apostolska dela. Haleluja. In opazite nekaj, preden gremo 3 karakteristike. Te službe, se pravi, razmišljajte malo, recimo minimum 5000 ljudi v cerkvi, minimum. To je minimum, se pravi, to je mega cerkev. 5000 pa imajo samo 7 diakonov. Mi, ko smo prvo cerkev v Ljubljani začeli, nas je bilo 40, tako, ko smo pač neki cajt evangelizirali, delovali, 40-50 nas je bilo in smo imeli, veste, koliko starešin, mi smo rekli starešin, veste, koliko nas je bilo starešin? 5. Se pravi, za vsak 10 članov en starešina je. To ne more delovati, to je katastrofa. In večina cerkva danes je taka. Ful majhne cerkve. Mi v Šentjurju, ko nas je bilo, ne vem koliko, 60, smo naenkrat imeli, ne vem, 7 liderjev. Se pravi, še več, kot na 10 ljudi en lider. In pol je stvar razpadla. Ker problem je to bil, da te ljudje so imeli moč glasovanja in to je narobe. To je ful narobe. Diakoni ne morejo imeti moči glasovanja. Oni so tam, da služijo Bogu. To so službe, ki služijo v cerkvi, ne pa, ki glasujejo, jaz se ne strinjam s pastorjem, jaz se strinjam in pol so sami konflikti in konfrontacije. Zato mi, ki imamo sestanke v krščanskem centru, mi imamo sestanke, mi se dobivamo ljudje, ki služijo Bogu, se dobimo skupaj, ampak naš cilj ni, da nekaj vsako stvar preverjamo, pa glasujemo, pa vsi se moramo zdaj strinjati, če ne enega koraka ne bomo naredili, ampak mi, ki se dobimo, sprašujemo, kdo je za kaj odgovoren. Kdo bo prevzel kakšno delo, haleluja, razumete? Gre za delo, ne gre za pozicijo. Ker to je problem, ker daš pol tam enim ljudem neke pozicije in mislijo, da so zdaj dosegali nek položaj v Božjem kraljestvu in postanejo čist druge vrste ljudje. Naenkrat postanejo polni hudiča, ful lenuhi, ki se valijo na svojih avtoritetah, kao. In zdaj so oni dosegali nek položaj v cerkvi in mislijo, da služijo Bogu. Se moraš vedno vprašati, kaj jaz delam. Služba ni pozicija. Ampak se vprašaj, kje jaz lahko služim Bogu. Včeraj sem srečal enega kristjana, ki ga poznam že, ne vem, več kot 20 let, ki je bil včasih ful na ognju za Boga. In sem rekel, kako je, kje hodiš v cerkev?
Ko važno je, da si del ene cerkve. Ne moreš biti kristjan neodvisen, to ne obstaja. Ker slej, ko prej boš propadel. Ker volk išče ovce, ki niso v čredih, išče na obrobju, kje koga bi lahko požrl. In pa sem rekel, del kjere cerkve si. Prav, jaz ne verjamem v cerkvu, ampak v majhne skupine. In se dobivamo in poje naštel 3, 4, 5 ljudi, s katerimi se dobivajo skupaj doma. In tudi to je cerkev, priznavam, haleluja. Hvala Bogu. In sem ga ohrabril, sem rekel, da se dobivaš. Ampak mi gre pa ful na živce, da ne verjameš v cerkev, ker v Ljubljani bi mogli biti mega cerkve. Ker tle je 500 000 ljudi, ti si pa ful sebičen in te da se sam 5 vas dobiva, pa ti vse, če gre cel svet v peku. Cerkev, mi moramo služiti cerkvi. Jaz verjamem, da krščanski center Ljubljana bi mogel biti vsaj 5000 ljudi, najmanj, haleluja, za mesto, ki ima 500 000, če je to apostolska baza. In to je naša vizija, da to postane mega cerkev, ampak ne samo zato, da smo neke face, ampak zato, ker to pomeni, da smo dosegali ljudi za Jezusa, haleluja. In pol imamo večji vpliv v mestu, več stvari lahko naredimo. Ampak to se ne bo zgodilo, če bo vsak hotel biti glavna faca v krščanskem centru. Ker moraš vedeti, če te je Bog poklical v svojo službo, se moraš vprašati, kaj jaz delam, kaj jaz služim. Meni je človek rekel, jaz se čutim, da me Bog kliče za pastorja. Okej, haleluja, pol pa služ v cerkvi. Služ, deli za Boga. Karkoli imaš, karkoli na tvojem pred tabo nared. Ker tvoji sadovi pokažejo, kaj je tvoja služba. Ti ne moreš reči, Bog me je poklical za pastorja, pa nobenemu ne pomagaš, z nobenim se ne ukvarjaš, nobenih problemov ljudi ne rešuješ, ampak si ful zaprt tam nekje in imaš ene osebne vizije in misliš, da si neki ne vem kaj. Ne, začni služiti, karkoli je pred tabo nared, haleluja. Mi vidimo, da apostoli so praktične stvari delali. Dokler je bilo toliko folka, da jim več ni znesel, niso imeli več cajta za svetega duha, za Božjo besedo. In pol so izvolili 7 diakonov, haleluja. To pomeni 7 božjih služabnikov, ki imajo 3 karakteristike. Te zanima, kjer je 3, haleluja. In če bi rad služil Bogu, poglej si jih, haleluja. Tretja vrstica. Poiščite si, bratje, iz svojih vrst 7 mož, in to pomeni tudi žena, ker to pomeni 7 ljudi, ki uživajo ugled. Prva karakteristika, moraš uživati ugled. To pomeni, z drugim besedem, boljši prevod, ko imaš dobro pričevanje v svetu. Se pravi, ti ne moreš biti dober božji služabnik, če je pričevanje o tebi, da kjerokoli službo greš, te ven vržejo po 2 tednih. Ker si nezanesljiv, neodgovoren, vedno zamujaš, kradaš in tam vse. In zdaj boš pa v cerkvi, boš pa pač ena cerkev dara v glas, da iščejo, v glas je bil, mislim, da se to na alfa tečaju videl, v glas je bil, ali si že star čez 40 let in nezadovoljen v svojem življenju in neuspešen v kjerikoli službi, pridi k nam, zakaj ne bi probal pozicijo pastorja? Ugodna služba. Razumete? Ti moraš imeti dobro pričevanje v svetu. Ne moreš služiti Bogu, če ful kradeš okoli, pa živiš ful slabo. In kako, da se ustavimo pri tej prvi točki. Se pravi, ti lahko, preden si spoznal Jezusa, da si bil ful grešnik, ful v temi, ampak zdaj morajo ljudje videti, da si v luči. Ljudje morajo videti, da si spremenjen. Oni morajo videti, da si ti drugače doma obnašaš. Oni morajo videti, da ti drugače s svojimi otroki delaš. Morajo videti, da si čist drugačen na delovnem mestu. Ker recimo 1. Timoteja 6 govori o odnosu med gospodarji pa služabniki. Med slugami pa gospodarji. In to je zelo zanimivo, ker tukaj vidimo, kako se ti obnašaš do svojega šefa na delovnem mestu. In to je ogromno pričevanje. Ker recimo ljudi v svetu ne zanima toliko, da ti zdaj si nehal piti, nehal si varati ženo, pa nehal si kaditi. To jih ne zanima toliko. Večji vpliv boš na njih naredil,
če boš hodil v ljubezni namesto v sovraštvu, če recimo tvoji sodelavci, če te vidijo tam, ko vsi kradejo, ti ne kradeš, ko vsi pluvajo čez šefa, ti ne pluvaš čez njega. Razumeš, oni bojo v tebi videli spremembo, haleluja. Videli bojo, da si postal radodaren. Videli bojo, da nisi več zatežen. Razumeš, oni bojo te stvari opazili v tvojem življenju. In to je, se pravi, rabaš dobro pričevanje. Karkoli si zamočil, in recimo, če si ful aktiven človek, tako kot jaz, pol boš kakšne stvari naredil in boš ljudi, vedno boš koga prizadel, vedno, in to je normalno, haleluja, ko slediš Jezusu, eni ljudje te ne bojo razumeli, ampak zato je pa rekel, kar je od vas odvisen, živite v miru z vsemi ljudmi. Zato ti se pobrigi, če ima kdorkoli proti tebi, je tvoja odgovornost, da ti greš do njega, pa se upravičaš ali karkoli treba narediti. Ti se ponižaš in sprejmaš batine ali karkoli treba. In pač to je, zakaj? Zato, da ohraniš dobro pričevanje zaradi evangelija, haleluja. Ok, drug korak. In naj ti povem, nikoli ni prepozno. Tudi če si že ful zabluzil, pa ful napak naredil, začni danes. Vprašaj Boga, kako lahko danes naprej v moči duha spremenim svoje življenje, haleluja. In pol začneš vračati dolgove, greš do ljudi, ki si jih užalil, se jim upravičaš, najdeš si službo, pa si tam zvest, postaneš koristen del družbe, haleluja, priješ v cerkev in hočeš nekaj pomagati tam, haleluja, vidiš, kje je potreba, kdo te rabi in greš pač, majhni koraki te bojo ful daleč pripeljali, kar se tiče pričevanja. In če si recimo ful veliko stvari že zamočil, imaš še toliko večjo priložnost. Ko pol sam nekaj malo boljš narediš, pa se bo ful videla razlika. Kakor če si že skozi bil popoln. Ok, gremo naprej. Naslednja stvar, ki uživajo gled. 3. vrstica. In so polni duha in modrosti. Se pravi, karakteristika za služabnika je, da ima dobro pričevanje, drugič, da je poln duha. Haleluja. A si to predstavljaš? Da nekdo recimo, ko ljudi, ki praktične stvari dela v cerkvi, mora biti poln svetega duha. Haleluja. Mi pa rečemo, ok, ne bojo oni, ki so polni svetega duha, ne bojo pastori, vsi ostali pa ne pozdravljajo ljudi na vratih, pa kuhajo kavo, pa pospravljajo cerkev, pa delajo take praktične stvari. Sploh ni res. Človek že ko not pride, se mora srečati, že ko je na vratih, če je poln svetega duha. Wow, haleluja. Vsaka bo not prišel, se bo nekaj nalezil od njega, razumete? Jaz sem imel enkrat vratarja v krščanskem centru, ki je govoril ljudem, naj ne hodijo v našo cerkev. Se predstavljaš, haleluja. In to je bil vratar, haleluja. Ker nismo jeli, kaj bi dali zadelati, pa smo ga dali na vrata, da ljudi pozdravlja. In pol ljudem govoril, da ne sem hoditi. Katastrofa, katastrofa. Zgleda, še nisem poznal apostolskih del 6. poglavje. Človek mora imeti dober ugled, mora biti poln svetega duha. In poln svetega duha biti, zato rabiš srce pa čas. Okay? Moraš si čas vzeti, moraš biti kot pijavka za Božjo, kot spužva moraš biti za Božjo prisotnost, moraš biti ful lačen Boga. In mi smo dostikrat se vozili, prej so bili poceni avioni. Sta bila videa, Tanja pa Boštjan z nami, ker smo šli z avtobusi kar v Anglijo. Toliko smo bili lačni Boga, smo se vozili 20 ur z avtobusom, da smo prišli v London, kjer so bili glavni te face, ki so apostoli, polni svetega duha, da so še za nas molili, haleluja. In pa so ful ljudje roke na nas polagali, ležali smo po tleh, nafilali smo se svetim duhom. Pa smo prišli domov. In to je napaka dostikrat, da ljudje se napolnijo svetim duhom, pa ne vzdržujejo naprej. Ti, ki nekaj doživiš s svetim duhom, ki se te Bog dotakne, ki si tukaj, sveti duh pride nate, ti pol, ko domov priješ, ne biti zadovoljen z ničemer manj. Ti pol naslednji dan zjutraj reči, hej, spet rabim to, haleluja. Jaz moram spet biti pijan v svetem duhu, haleluja. In pa se napij svetim duhom, začni pet, brati Biblijo, ga slaviti, mod, pol nehi vse skup delati, pa sam set v njegovi prisotnosti. Ampak če nisi izpolnjen svetim duhom, ti ful zamujaš, res. Ne rečem, da nisi odrešen, ker si, čim verjameš v Jezusa. Ampak zakaj ne bi živel izpolnjen svetim duhom, haleluja.
In nekaj se ti zgodi, ko Sveti Duh postane tvoj najboljši prijatelj, haleluja. Ko si ful obkrožen si z njim. In pol, kamorkoli bo šel, bo on šel s tabo. In kdorkoli se bo s tabo srečal, se bo srečal s Svetim Duhom, haleluja. To je normalno. In to je ta pravo krščansko življenje, amen. In jaz moram, da vsi, ki ste tukaj, vsi prostovoljci krščanskega centra, vsi, ki gledate na YouTube, haleluja, da Sveti Duh pride na vas, haleluja, da ste izpolnjeni Svetim Duhom, haleluja, da je vaš življenje v polnini duha, haleluja. Ne samo, Pavel je rekel, črko ubija, ampak duh oživlja, haleluja. Evangelij ni v razumnosti človeške modrosti, ampak se izkazuje v delovanju moči in duha, haleluja. Se pravi, rabimo Svetega Duha in moč, haleluja. Ne misli, da je bilo to samo za apostolska dela. Če so oni to rabili takrat, koliko bolj mi danes to rabimo. Haleluja. In zdaj modrost, se pravi modrost. Modrost, a kdo ve, kaj je začetek modrosti? Božji strah. Se pravi, to pomeni, da daš Boga, to ni neka komplicirana stvar, ampak pomeni, da daš Boga na prvo mesto. Se pravi, to je šele začetek. Se pravi, naprej pa modrost, da spet, da hodiš v duhu, da poslušaš Božji glas, da daš najprej njegovo besedo, pa njegovo mnenje pred svoje mnenje. In pol, ko ti nekdo pride neki jamrat, pa te hoče zmanipulirati, recimo, imaš ti modrost, pa točno veš, kaj se mu dogaja. In to je Božja modrost. In pol kaj se ti zgodi? Ampak to vse po veri deluje. Jako prav, če kdo potrebuje modrost, naj pros, ampak naj nič ne dvom, ampak naj v veri prosi in jo bo dobil od Boga. In samo reči, hvala ti za tvojo modrost, jaz sam tvojo modrost. In pol, se pravi, imaš dobro pričovanje, imaš Svetega Duha in pol imaš modrost. In kaj se ti zgodi, ko modrost je duhovna stvar, cerkev? Kaj se ti zgodi, ko si potopljen v Svetega Duha in ko verjameš, da imaš modrost, pol ti ni treba skrbeti. In veš, ko bo človek prišel s problemom, da mu boš ta pravo stvar povedal. Haleluja. In pol bo človek rekel, kako si to vedel? To je spet duh modrosti. Haleluja, oče, daj nam duha modrosti. Haleluja. Pavel nikoli ni molil za prebojenje, ampak je molil Bog, da je cerkvi duha razodetja in modrosti. Haleluja. Efežanom 1. Duha razodetja in modrosti. Haleluja. Se pravi, če bi rad služil Bogu, in Bog hoče, da mu služiš, ful je the best. Božja beseda celo pravi, kdor bi rad bil škof, si želi dobro službo. Ampak pa takoj da karakteristike, kakšen ne bo ta človek. Ne bo mož ene žene, nima preveč žensk in tako naprej, nema samo eno ženo. Ne se ne predaja alkoholu in tem stvarem, ne ostane zvest. Če bi rad služil Bogu, deli vse, kar je pred tabo, ne iskati neke pozicije. Ne, če sem zadnjič govoril o človeku, ki je zdaj dopolnil 72 let in je pred 15 leti je umiril od raka in je prišel v krščanski center in je ozdravel nadnaravno. In me je klical prejšnji teden in ga je spet Bog neki ful osvobodil. Pač hudič doskrat te napada, ko služiš Bogu in njemu obtožili so ga pedofilije, hoteli so mu nepremičnino ukrasti. Družina ga je čist izločila, napadla. In potem smo molili za njega in vsega ga je Bog rešil. In me je klical prejšnji teden, rekel, pa Klemen, to je noro. Hvala, da ste molili za me. Vse imam nazaj. Vsega sem oproščen, spoznan sem za nekrivga, familija me je nazaj sprejela in nepremičnino. Vse sem dobil nazaj, haleluja. Zmagal sem na vseh frontah, ampak kar je pa največ, je pa, da imamo dober odnos zdaj med sabo, haleluja. In potem je rekel, jaz nisem pastor, tako kot ti, ampak v poziciji pastorja, ampak v službi pastorja sem pa vsak dan. Skozi ljudeh meni domov hodil po nasvet, jaz s njim, ful se dogaja, on živi, pač ful je na oddaljenem območju, s to ga ne vidimo dostkrat tukaj, ampak pride včasih v Šentjur. Ampak oni, in to je to, in sem rekel, to je to, ti si pastor. Ti ne rabiš sploh ime cerkve, da si pastor. Haleluja, nisem vedel. Ker ti imaš lahko naziv pastorja, pa nisi pastor. Si samo neka figura v cerkvi zaposlen. In v Janezu 10 prav, zaposlen človek, to ni to pač. Pravi pastor da življenje svoje za svoje ovce, haleluja. Najemnik pa pač pobegne, ko pride volk, pobegne. In to se moramo zavedati, haleluja, da tvoja služba je v tvojem srcu, je v tvojem duhu
in jo ti delaš lahko vsak dan. Ne rabaš Klemna, da roke nate položi, pa krščanskega centra. Ne rabaš. Ti v bistvu, ti moraš to že delati, preden mi roke nate položimo, pa rečemo, to si ti. Ker ne bo tako prišlo. Ne bo prišlo, kaj en zlat krožnik iz neba, ko bomo imeli ful svetega duha in pa bomo mi rekli, ti si pastor, ti si prerok, ti si... Ne. Ti moraš že sam hoditi v teh darovih, ti moraš že funkcionirati v tem. Pol cerkev to prepozna na tebi, te potrdi in stoji za tabo. Haleluja. In to je the best, če cerkev to prepozna, da imaš kritje za sabo. Ampak, če samo cerkev ti nekaj reče, pa ti tega ne delaš, pa tega ni v tvojem duhu, to je vse mrtvo. To je mrtva religija, nič ne bo delovalo. Ljudje grejo v šole za pastorja, pa od tega sploh nimajo v duhu. In pa so eni naučeni pridigari, brez Božje moči. To je brez veze, to ne rabimo. Haleluja. Mi rabimo ljudi, ki hodijo v duhu, haleluja, v teh službah. In poglej tole. Poglej zdaj to, kaj se dogaja. Božja beseda se zdaj širi. Število učencev narašča, haleluja, množi se, še celo duhovniki sprejemajo Jezusa, haleluja. In zdaj poglej, 8. vrstica, ful dober ključ, Štefan pa je bil poln milosti in moči in je delal velike čudeže in znamenja med ljudmi. Wow, kje je delal znamenja pa čudeže? Za prižnico. Med 4 stenam krščanskega centra. Ne, med ljudmi, haleluja. Razumete? Cerkev, tvoja služba, če te je Bog poklical za pastore, ne čaka, daj boš prišel tle. Jaz danes nimam prižnice pred sabo. Ampak ti ne bi smel čakati, daj boš lahko za prižnico stopil. Ti bi mogel reči, haleluja, med ljudmi sem, zdaj je akcija, haleluja. Amen? Kjerokoli službo imaš, kje se dogaja? Med ljudmi, haleluja. In čez cela apostolska dela bomo to videli, da apostoli to sploh niso apostolska dela, to so dela Svetega Duha čez vse ljudi, med drugim tudi čez apostole. Ampak večina se je dogajala preko normalnih ljudi, ne preko apostolov. Ker apostoli še v 6. poglavju se drenajo drug z drugim v Jeruzalemu, namesto da bi šli svet osvajati. Pol pride preganjanje in kdo gre ven? Spet ne apostoli, ampak navadni ljudje. In kamorkoli grejo, pridigajo evangelij in pol apostoli pridejo v Afriko in je že tam cerkev. In oni pol sam prinesejo modrost in strukturo, ampak glavno delo so pa že navadni ljudje naredili. A lahko rečeš, med ljudmi je moja služba. Štefan je bil poln milosti in moči in je delal velike čudeže in znamenja, kje med ljudmi, haleluja. Noben ga sploh še ni roko položil za velikega evangelista. Noben. On je bil roko položen za praktično službo, da streže pri mizah, da streže, da pomaga vdovam in tako naprej. Ampak on, čim je bil sproščen, je bil med ljudmi, haleluja. In kaj se je zgodilo? Ista moč, ko jo je na mitingu sprejel, ko je bil v svoji mega cerkvi, ista ta moč je šla z njim v njegovo ulico, v njegovo naselje, haleluja. Med folk, kamorkoli je prišel, haleluja. Zato je da kdorkoli, če si želiš biti pastor, božji služabnik, kjerkoli, evangelist, prerok, apostol, kjerkoli si želiš, haleluja, začni delati kje? Med ljudmi. In ne ti povem, ene klice za ene stvari, recimo največ ljudem je pridigal vsaj nekaj časa nazaj, T.L. Osborne. On je bil en največjih evangelistov, ful je ljudem pridigal. In pa so ga ljudje sprašvali, kako si dobil božji klic. Je rekel, sploh ne vem. Sam pač delal sem, kar je bilo pred mano. Sploh nikoli ni dobil božjega klica, pa je pridigal več ljudem, kar Reinhard Bonke. Razumete? Pa nikoli ni božjega klica dobil, ampak je sam pač služil ljudem. In enkrat se je znajdel, da pridiga enemu človeku, pol stotim, pol celim štadionom in tako naprej. In on dejansko ni dobil sploh klic, ampak je samo bil zvest v tem, kar mu je Bog dal. Haleluja. In ni to the best. Se pravi, ti si totalno neomejen, če ne čakaš na eno pozicijo, ampak služiš Bogu z močjo, ki je v tebi. Zato je to pomemben, te 3 karakteristike. Dober ugled, da si poln duha in poln modrosti, ker pa se bo vse dogajalo. Amen? Avtomatično. Kamorkoli boš prišel, bo Božja moč šla s tabo, haleluja. So službe, ki te Bog pokliče, haleluja. So, jaz ne rečem.
Jaz sem bil 2 dni spreobrnen, ker mi je Bog točno povedal, kaj je moja služba. Sploh nisem razumel. Nisem, haleluja. Ampak pol, karkoli, jaz kamarkoli pridem, se ljudje spreobračajo in se tam začne cerkev. In pol ne, sem prišel v Grosuplje in zdaj je tam ena skupina. Sem se preselil v drug mest, je pol tam ena skupina ratala. In pač to je milost, ki je na meni, ker noben ni me poslal in naredil neko ceremonijo zame, da bom zdaj nekaj postal. Haleluja. Zato jaz si nikoli ne bi dal nekih nazivov in titul, iz katerih bi črpal neko identiteto, kdo sem. Ampak sem vedno to, kar sem za onega človeka, ki je pred mano. Če sem pred enim človekom, sem to, kar ta človek rab. Če sem pred 100 ljudmi, je to, kar ta rab. Ker sem stal pred 10.000, sem bil to, kar sem mogel biti na unem mitingu. Razumete? Pač karkoli te Bog pokliče, tvoja služba je med ljudmi. Haleluja. Haleluja. In a ne bi bilo fajn, če bi vsi slovenski kristjani, haleluja, tako razmišljali. To bi bilo the best, haleluja. Tako je pa ful ljubosumja, tekmovanja, en lider proti drugemu, ena cerkev proti drugi cerkvi. Namesto da bi vsi razmišljali, haleluja, to, kar mi je Bog dal, s tem bom zvest, v tem bom služil in kjerkoli sem med ljudmi v cerkvi posod, haleluja. In pol se ne ukvarjaš s tem, kjer je tvoj naziv, kjer je tvoj položaj, ampak si ful zvest v služenju Bogu, haleluja. In če bi rad začel, če ti Bog govori, da začni svojo cerkev, haleluja, te bo Bog poklical, haleluja. Ampak mi te ne bomo poslali, če ne bomo tega videli, da to deluje v tvojem življenju, haleluja. Ampak če vidimo, da deluje, haleluja, še mi stojimo skupaj s tabo, te pošljamo v akcijo. In isto je recimo, če se najdeš, ker moš vedeti, služiti Bogu ne pomeni samo, da oznanjuješ evangelij. Ti si lahko poklican na kjerokoli sfero družbe. Lahko si poklican, tako kot je Tanja prej govorila, kot poslovnež. In pol ta božji klic tebe bolj kakor to, da imaš ti ful veliko številk na računu, pa čim boljši avto te zanima, koliko si lahko investiral v Božje kraljestvo. In pol živiš za to in pol vidiš, wow, tukaj rabimo novo zgradbo, to bom jaz zaslužil. Tam ne rabimo še zaposliti par ljudi, bom jaz priskrbel finance. In to je pač Božja milost na tebi. Pol je služba vodenja, ko vidiš, rabimo ful več administracije, pa daru vodenja v cerkvi. In pol to prevzameš in začneš in daješ na svete in se vključiš in služiš na tem področju. In to je vse, čisto vsaka služba je isto pomembna. Ker na koncu življenja bomo vsi dobili nagrade, ker smo bili zvesti s tem, kar nam je Bog dal za delati. In zato bo po moje ful veliko presenečen v nebesih, ker mogoče kdo, ki je bil, ne vem, ful ugledan kao kristjan, recimo pastor ali nek lider, a v bistvu ni služil Bogu, ampak je pač užival čisto zemeljsko v nekih pozicijah. Zato ko bomo pred Boga prišli, ne bomo z nobenim pozicijam prišli, ampak vsak bo prišel sam pred Boga. In tam, če si sprejel Jezusa, boš ful dobrodošel. Ti boš takoj v prestopu v nebesa in boš živel z njim večno. Ampak koliko nagrad boš dobil, je pa odvisno od tega, koliko stvari je on čez tebe delal. Se pravi, koliko stvari, ko te je Bog poklical, pa si mu rekel ja, haleluja. Zato boš nagrajen. Zato je jaz rekel, če si dal kozarc hladne vode nekomu, to je moj učenec, boš dobil nagrado. To pomeni, da je tvoje služenje s kozarcem vode že ful pomembna stvar, da za to dobiš nagrado. A ni to noro, cerkev? Jaz nikoli to ne bi napisal v Bibliji. Meni bi se zdelo to tako, škoda sploh papirja v Svetem pismu. Ampak ne, Bog, on te bo nagradil, ko si nekoga potolažil, haleluja. Ko si nekoga si en korak bližje se pripeljal. Nekomu si nekaj praktičnega pomagal v življenju, haleluja. Z nekom si vzel čas, pa si se z njim pogovarjal. Razumeš? Razumeš, da vsaka oseba, danes sem slišal, da ena oseba
prišla na srečanje prostovoljcev v krščanski center in pol je šla čisto okol nekaj kilometrov, ki je vedela, da je tam en drug, ki nima prevoza in ga je prišla iskat. Haleluja. In zato boš dobila nagrado v nebesih. Haleluja. In danes je ta oseba tukaj in je blagoslovljena. In pol vse, s čimarkoli je ta oseba blagoslovljena, še ti dobiš nagrade. Haleluja. Amen. Tako da, dajmo se fokusirati na apostolska dela in si rečemo, haleluja, Jezus, hočem, kjerkoli si danes, razmišljam malo o tem, a sem dober zgled, a uživam dobro pričevanje v družbi. Kjerkoli, Gospod, pokaž mi, kjerkoli lahko to izboljšam. Če je karkoli, kar moram narediti, pomagaj mi, da naredim, haleluja, da ne trpi evangelij zaradi mojega pričevanja. Drugič, a si poln duha? Če nisi poln duha, če čutiš, da si bolj prazen, ene stvari lahko sprejmeš tukaj s polaganjem rok, ampak večino stvari boš sprejel, ko boš sam z Bogom. In včasih se moraš zaprti v svojo sobo, dokler nisi izpolnjen s Svetim duhom. In pa če ne greš ven in si lačen Boga. In pol, ko je tvoja najljubša nadaljevanka, rečeš, ne, nisem še poln duha. Gremo se izpolnjevati s Svetim duhom. In pol svoj urnik začneš usklajevati s Svetim duhom. In pol boš opazil, da ene stvari Svetemu duhu niso všeč. In pol daš to stran, ker hočeš biti poln Svetega duha. Biti poln Svetega duha je bolj simpel, kar si misliš, ampak bolj težko, kot si misliš. Ker to, kar misliš, da je težko, je simpel, ker pa misliš, da simpel je pa ful težko. Ne razložim. Ti misliš, kako, recimo, če nisi toliko vešč v Svetem duhu, misliš, pa kako me zdaj tako elokventno, lepo prepeval v novih jezikih, jaz imam pa samo eno čudno besedo, kot dojenček. V bistvu, to ti zgleda težko, sploh ni težko. Samo odpreš se za Boga, preživlji čas njegove prisotnosti in reke se bo usule. Ampak kar pa je težko, kar misliš, da ni, je pa kako boš to obdržal. Kako boš, ko ti dostikrat misliš, ko se ti nekaj zgodi, to je to. Jaz sem enkrat, namesto da sem si avto kupil, sem letel v Chicago na eno konferenco, ker sem hotel še več mazilene in tam bil en človek. In ko je en drug moj kolega šel tja, se ko grem lahko s tabo in pa sem ful drago plačal, za cel avto sem denar zapravil. Zakaj? Ker sem karto plačal, hotel ful drag, pa sem pa še vse, kar mi je ostalo v offering vrgu. Ker sem hotel še full cash investirati v to Božjo službo. In sem res full sprejel maziljenja, full, takšna Božja moč je bila tam, ampak kako bom jaz zdaj hodil v tem, razumete? Jaz lahko v 2 tednih vse zgubim. Haleluja. In kaj bom pa spet v Chicago hodil? Ne, fora je v tem, kako boš obdržal polnino duha, je v tebi odvisen, kako boš živel, haleluja. Kako se bo zjutraj zbudil? A se bo zjutraj zbudil, pa razmišljal, kva je danes oblačen, ne da se mi nikamer, ali boš malo prej vstal, pa tudi, če se ful za nič počutiš, boš začel se veseliti v Jezusu. In boš rekel, haleluja, slava ti Jezus, ful lep dan si ustvaril. In pol povabiš Svetega duha v avanturo tisti dan, da skupaj z njim živiš. In naenkrat boš videl, če samo malo več daš placa Bogu, v roku par mesecev ti bo ful poznal. In modrost, kako pride do modrosti, ne nič delati na brzino. Ne se ti nikamor ne mudi, vedno vpraš Svetega duha, vedno imej mir v srcu. Ne rabiš biti filozof, modrost pa filozofija ni isto, zato ker ti si lahko ful inteligenten, pa si ful neumen. Ker modrost pomeni, kako boš informacije pravilno uporabil. Lahko si ful inteligenten, vse informacije štekaš, pa ne veš, kva bi z njimi delal. Lahko imaš pa ful malo znanja, imaš pa ful modrosti. In to malo, ka veš, gre ful daleč pol. In pol v pravem trenutku rečeš pravo stvar, narediš pravo stvar, greš na pravo mesto. Haleluja. Dajmo moliti. Hvala ti, Sveti Duh, ti nam govori. Oče, pokaž nam na življenje v tvoji luči, haleluja. Pokaž nam čudovite načrte, ki si jih pripravil za vsakega od nas. Oče, jaz si ti zahvaljujem, da vsak od nas ima ful talentov, haleluja. Noben od nas ni zguba, nobenega od nas nisi naredil ka napako, ampak vsi smo v apostolskih delih, haleluja. Jaz in ti smo v apostolskih delih danes, haleluja. Oče, jaz molim, da se danes pišejo apostolska dela čez nas. Molim, da imamo dobro pričevanje, da nam govoriš, Oče, haleluja. Karkoli moramo še tle spremeniti, narediti, da naredimo, haleluja. In Oče, molim za polnino duha.
kako hoditi vsak dan v polnosti Svetega Duha. Oče, tudi, ko se igramo doma z otroki, ko smo svojo ženo v družini, ko smo na delovnem mestu, da vse delamo skupaj s Svetim Duhom. In oče, molim za tvojo modrost, haleluja, da ne delamo nič iz človeške modrosti, ampak da tebi zaupamo, da nas boš ti vodil v vsaki odločitvi, haleluja. In oče, jaz molim, da dvigneš pastorje, evangeliste, preroke, apostole, učitelje, službe pomoči, službe voditeljstva, službe administracije, nadnaravnih moči in čudežev, da dvigneš svoje politike, oče, da dvigneš svoje poslovneže, haleluja. Oče, da dvigneš ljudi, ki delajo z družinam, haleluja, da dvigneš ljudi, ki delajo s siromahi, da dvigneš službe milosti, službe ohrabritve, oče, ljudi, ki dvigujejo druge ljudi, jih izgrajujejo v tvoji milosti, oče. Oče, naj se dvigujejo tvoje službe. In oče, molim, da smo zvesti med ljudmi, tam, kjer živimo, haleluja, da lahko evangelij napreduje in raste, haleluja. Hvala ti, blagoslavljam vse diakone, vse brate in sestre, oče, blagoslavljam vse vernike v Sloveniji, oče, haleluja. Molim, da se ne zavleče v svoje votline, ampak da vsak najde prostor, kjer ti lahko služi, haleluja, s tem, kar si mu dal. Amen. Bodite blagoslovljeni. Je dober. Ja, dober je podpirati Božje delo, a ne? Ker daješ za Božje delo, za Božje kraljestvo, je to seme, ki ga daš v dobro zemljo in bogato obrodi in se ti tudi povrne nazaj. To, kar seješ, to, še bolj obilno pol žanješ. Poleg tega je pa to nekaj pomembnega, ki se dogaja v naših življenjih, ki se dogaja v naši deželi. Svet je v temi, ljudje so izgubljeni, ljudje so poobteženi z grehom, z bremeni, zvezani. In ko mi dajemo, da Božje kraljestvo napreduje, pošiljamo Božje besedo v narod, pošiljamo luč v narod, ki razsvetli te ljudi, ki prinese svobodo, ki prinese življenje. Tam, ki je bilo prej smrt, je zdaj življenje. Tam, ki je bila zvezanost, je zdaj svoboda. Tam, ki so bili ljudje potlačeni, ki pride Jezus, lahko vriskajo in plešejo in se veselijo v tem novem življenju in tej novi svobodi, ki jo dobijo. Zato je to zelo pomemben klic, ki ga ima vsak izmed nas. Jezus je rekel, ko so zasmehvali eno ženico, ki ni imela denarja, pa je pa vrgla samo en drobiž. Pa je rekel, ona je dala največ, zato ker je dala iz svojega primanjkljaja, je dala, in to je bolj važen, kot tisti, ki je bogat, pa da veliko, ampak se mu to sploh ne pozna. Tako da to je klic vsakemu izmed nas. Ene je Bog postavil, da so biznismeni, da ful prosperirajo in zato, da so zelo bogati, da za vsako dobro delo, da podpirajo kraljestvo, imajo prav poseben klic, ampak tudi čisto vsak izmed nas nosi ta klic, nosi tudi to željo, prinesi luč, prinesi Jezusa ljudem. In s tem, ko dajemo tudi tukaj v lokalni skupnosti, dajemo zato, da gre sporočilo o Jezusu naprej, čez razne medije, radio, internetno televizijo, knjige in še tako naprej. Tako da bodimo danes ti veseli darovalci. V psalmu piše, sem probala najti, pa ga nisem. Radovoljno bom daroval Gospodu, prav David. Tako da dajmo to danes.